Ok, dobrodošli nazaj na mojem kanalu, po precej dolgem času, spet z enim reviewom telefona. Namreč Xiaomi, drugi največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu, me prosil, da unboxam njihovega favorita za slovenski trg. Torej, telefon, za katerega pravijo ali pa menijo, da se bo najbolj pri nas prodajal v Sloveniji. Tako da, jaz bom to zadevo razškatlil, moram pa priznati, da se nisem mogel zadržati, da sem zadevo razškatlil že prej. Tako da tole bo malo fake, čist fake, razškatljen, ampak vsem. Pač zato, da bo občutek, da bomo šli skozi en proces, pa da bomo lahko vmes par stvari v temu telefonu povedal. Torej, če poznate Xiaomijeve telefone, oni imajo več kot 60 modelov telefonov v 3 različnih blagovnih znamkah. Eno so telefoni Mi, drugo so telefoni Redmi, pa imamo pa še telefone Pocophone, te ste zihar slišali, ki imajo tako simpatičen ime. Torej, ja, tole je Mi, to naj bi bil njihov premijski razred, čeprav tole je light telefon. Ampak, če spremljate tehnologije, pa boste vedeli, da Mi 11 Ultra velja za najbolj ultra telefon v premijskem razredu. In Xiaomi si nekako ni mogel privoščiti, da različica light tega telefona ni tudi vsaj v svojem razredu med najboljšimi, če ne celo najboljša. Tako da ja, jaz bom zdaj to malo odpiral, vmes bom pa malo govoril. Najprej se bom ustavil pri dizajnu tega telefona. Jaz moram priznati, da če bi organiziral lepotno tekmovanje, potem saj v svojem razredu tale Mi 11 Lite zmaga. Razlogov je pa več. Telefon je res light, pa ne sam light po imenu, ampak light po teži. Teh stan 158 gramov, je pa drugače najbolj tanek, pameten telefon, ki omogoča 5G prenos podatkov. To je recimo tisti njegov top feature ali pa stvar, po kateri je najbolj edinstven. Kar se tiče dizajna, gre za 6,55 inčen telefon. Zdaj, to je srednji razred velikosti, telefon ni ne prevelik, ne premejhan, tako da meni je v bistvu ta velikost telefona idealna velikost za vse tiste, ki zelo veliko gledate video gor, pa tudi tiste, ki imate bolj ozke kavajke. Namreč, zato, ker je toliko lahek, pa ker je toliko tanek, je v hlačah prav prijeten. Se to mogoče malo narobe slišim, ampak ja, meni je zaradi tega zelo všeč. Kaj mi je še všeč pri temu telefonu? To, da je tale z oznako 5G mat ozadij. Torej pomeni, da se moji mastni prsti polni nekih krem in švica na zadku ne poznajo. Je pa drugače telefon iz stekla, sprednji del je Gorilla Glass 5, ta zadnji del pa nimam pojma kakšen glas, ampak vem to, da je mat, pa da je cool. Tako da, to so osnovne stvari, drugače pa tukaj gor piše še, kaj bi človek mogel kaj povedati. Aha, procesor je torej Qualcommov 5 nanometrski procesor, mislim, da je z oznako 780G, če se kaj ne motim, ker tole tukaj hudič ne piše, čakaj, zdaj moram pa blank cegati. Ja, 780G, prav sem rekel, delamo pa družbo GPU enota Adreno 642, ki je enkrat hitrejša od lanske enote. Kar pomeni, da pod pokrovom tega telefona ni sam lep, ampak je kombinacija GPU-ja, CPU-ja, RAM-a, ki je, mislim, da tudi tiste zelo hiter RAM, dajmo pogledati, LPDDR4, Vse to pomeni, da so te komponente zelo uravnotežene in razvojniki so v bistvu mogli kar precej biti smart, da so lahko v telefonu, ki ga boste lahko dobili tam do 330 evrov, mislim, da se prodaja na slovenskem trgu, zbrali tako dobre komponente. Tako da meni je v bistvu, bom rekel, všeč tako v zunaj, kakor noter. Jaz bi se zdaj v bistvu mogel staviti pri zadeve, ki je meni najbolj pomembna pri telefonih. Jaz na telefonu preživim vsak dan precej časa in meni je ekran tista ena glavnih komponent, ki se mi zdi, da je taka, da ne sme biti slaba pri telefonu. In tukaj niso sklepa pravzaprav nobenega kompromisa. Dal sem razpolago AMOLED zaslon, njegova svetilnost je izjemno dobra in gre vse do 800 nicov. Razpolaga pa s to navadno resolucijo FHD, torej 1080 pikslov, ki je čist standardna. Razmerje je pa mislim, da 20:9, kar je pa tudi standard v tem razredu oziroma razredu telefonov in smo se ga že kar precej navadili. Kar je najbolj pomembno je to, da je zmožen ta ekran osveževanja do 90 Hz, kar pomeni, da ko boste špilali igrice s tem telefonom, vam zadeve ne bojo legale. In v kombinaciji s to grafiko, ki sem jo malo prej omenil, zadeva sploh ni švoh
in je igralnost tega telefona zelo dobra. Tudi telefon je zelo dobro občutljiv na dotik. Tukaj se mi zdi, da pri ekranu res niso šparali in vse te kombinacije dajo eno tako zelo dobro celoto. Zdaj, da pa vse to špila, je pa treba v zadnji imeti eno baterijo. In če imaš tako tanek telefon, potem ne moreš zbrati prav zelo velike baterije. Tokrat so zbrali 4250 mAh baterijo, ki jo lahko polnimo s 33-vatnim, čakaj, se ga bom pokazal, brikom. Jaz bom temu rekel brik, zato ker je res cel, kakšen velik polnilce. In s tem polnilcem lahko zadevo napolnite v dobrih 30 minutah, napolnite baterijo do 57%. Kar pomeni, da vam bo zadostvalo, tudi če boste pozabili čez noč polniti, zjutraj vržete kofet gor, pa bo zadeva v pol urce, dokler boste šli v službo, polna toliko, da vam bo zdržala cel dan, torej 57%. Jaz mislim, da to je ena zelo pomembnih lastnosti, če je baterija nekoliko manjša na račun zelo lepega dizajna telefona, da je zadeva zmožna hitrega polnjenja. Ta telefon se napolni zelo hitro. Kaj je še ena od stvari, ki je zelo pomembna pri telih napravcah, ki jih imamo skozi sabo, mislim, da sem zelo očiten, je fotografija. Tukaj so posegali po 3 kamerah. Na razpolago je glavno široka kamera, ki ima 64 megapikslov, potem imate tukaj v spodaj eno ultra široko, mislim, da je 8 megapikselska kamera, pa imate pa še eno makro kamero. Sistem kamer je zanimiv, predvsem je pa zelo dobra glavna kamera, ta je pa zmožna tudi čisto normalno zajemati 4K s 30 frame na sekundo in vse skupaj lepo stabilizira. Presenetil me je video, moram priznati, videa vedno več snemamo, vedno več je teh zgodb objav ali na TikToku, na družbenih omrežjih in je video precej pomemben, tako da se mi zdi, da pri videu zelo dober telefon. Prav tako se mi zdi, da fotografije, saj s to glavnim senzorjem, torej z glavno kamero, so zelo konkurenčne. Boste težko najdli v tem razredu med 300 in 400 evri fotoaparat. Seveda obstaja še mogoče kakšen, ki ima zadnji kak Google algoritem, ampak se mi zdi, da je to tisto, kar iščete ali pa kar zahtevate od telefona za ta denar. Tako da, to je približno to. Jaz mislim, da sem osnove povedal, da sem zajel čim več teh enih stvari po občutkov. Predvsem preseneča njegova cena, Vsej, ko boste šli gledati na internet, pa ko boste primerjali torej ta price performance faktor, boste hitro kljubce postavili ob temu telefonu in ugotovili, da v tem cenovnem razredu težko najdete konkurenta z boljšimi lastnostmi in verjamem, da Xiaomi prav s tem telefonom, torej serijo Mi 11, ali z Ultra, ki je v svojem razredu premijskih telefonov najboljši, ali z Lite, ki hoče biti v svojem razredu najboljši, grejo na pot, da bojo mogoče celo do konca letošnjega leta postali number one proizvajalec pametnih telefonov. Tako da mislim, da so tako kar zelo navaren konkurent marsikomu in da s svojimi izdelki ciljajo v pravo smer. Jaz upam, da ste izvedeli kaj pametnega, da sem vam ta telefon vsaj približal. Več informacij dobite na spletni strani CT Magazine. Jaz bom spodaj dal povezavo do članka, kjer sem naredil malo bolj obširen review samega telefona. To je tak sam initial unboxing something/review. Tako da tam lahko preberete bolj natančno zadeve. Jaz največ upolnjen od teh informacij sploh nisem dober. Tako da tele reviewe tako natančne pa dobre, težko delam. Včasih pa zapišem kako stvar boljš. Vabim vas pa tudi na Xiaomijev YouTube kanal, kjer boste dobili kakšno informacijo o tem telefonu. Pa valjda to, da se subscribate, pa komentirate. Dajte mi povedati, kakšne so vaše izkušnje s temi telefoni. Namreč jaz zelo dolgo nisem imel Xiaomijevih telefonov v roki. Zdaj, ki jih pa držim, se mi pa zdi, da je nekaj, kar bo kar stalnica v mojem življenju. In bom z veseljem tale telefon v bistvu kot svoj daily driver, oziroma to se tako sliši, daily telefon. Dnevni telefon, ki ga uporabljam vsak dan. Tako da uporabljam bom ta telefon v naslednjem obdobju, tako da če ima kdo kakšno vprašanje, mi ga lahko komotno na družbenih omrežjih stisne, jaz se bom potrudil, da ga bom odgovoril. Upam, da je bilo to kul, da ste dobili te osnovne informacije in da se kmalu spet vidimo.